Svetovalnica. Spoštovani poslušalci, dobro jutro. Veliki četrtek je, ki zaznamuje pravzaprav začetek velikonočnega tridnevja, in v svoji družbi lepo pozdravljam župnika iz Vinice, gospod Anton Gnidovec. Dobrodošli. Lepo zdrav vam in vsem poslušalcem. Seveda boste tudi pri vas v Vinici, pa sploh v novomeški škofiji, začeli to sveto tridnevje. Mogoče za začetek kakšno vzdušje, kako pri vas obhajate te največje skrivnosti naše vere? To je veličasten dogodek v stolnicah. Na veliki četrtek dopoldne, običajno ob 9. uri, se zbiramo duhovniki. Čuti se, da je to posebno slovesno vzdušje, to je duhovniški dan. In pri tem bogoslužju škofje posvetijo sveto krizmo ter blagoslovijo sveto olje, torej bolniško olje in krstno olje. In čuti se ta veličastnost tega dneva, ker Jezus postavlja duhovništvo, daje zapoved ljubezni in ustanavlja sveto Evharistijo. To so ti trije glavni poudarki današnjega dne. Kaj vam osebno najbolj odzvanja v velikem četrtku, kje vas najbolj nagovarja? Zame je ta skrivnost, ko se Jezus poslavlja, ko pravi, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu in ustanavlja cerkev. Apostoli so tukaj. Dokončno bo cerkev ustanovljena z binkoštmi, ampak vsi ti dogodki rojstva cerkve so tukaj. In on čuti, da mora to ljudstvo hraniti, te apostole in potem cerkev skozi stoletja in tisočletja, in ustanovi sveto Evharistijo. Torej, on oseba Jezusa Kristusa. On čuti, da mora poskrbeti za čas, ko ne bo vidno med nami. In njegovo božanstvo skrivnostno vstopi v kruh in vino. To je moje telo, to je moja kri. Kdor uživa ta kruh, ima večno življenje. To so te božje nadnaravne stvarnosti, ki so morda človeku, tako bom rekel, ki je rad vidi samo to, kar se prime, malo bolj skrivnostne, ampak delujejo. Torej gledamo lahko s telesnimi ali pa duhovnimi očmi. Tako je. In ta pogled na sveto Evharistijo z duhovnimi očmi nam govori o duhovni hrani, ki jo Jezus daje preko kruha in vina. Prejle so se pogovarjala o tem, kako zanimivo opisujejo evangelisti dogodek zadnje večerje, sinoptični evangelij, stopa pa potem Janezov evangelij. To mi je bilo zmerom nekako skrivnostno. Matej, Marko, Luka in Janez vemo Evharistijo tako, kot jo obhajamo. Tisti čas je vzel Jezus kruh, je rekel, to je moje telo, to je moja kri in tako naprej. To delajte v moj spomin. Medtem ko apostol Janez, ki je najgloblji teolog med evangelisti, on pa na tem mestu, ko bi moral imenovati posvetilne besede Jezusove, pa začne govoriti o tem, kako Jezus streže svojim apostolom. Ko je Jezus vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, je odložil vrhno oblačilo, vzel vodo in začel učencem umivati noge. To mi je bilo zmerno skrivnostno. Ne vem, jaz si to tako razlagam, da je Jezus hotel opozoriti, glejte, kjerkoli na svetu boste našli resnično ponižno služenje ljudem, tam ste našli skrivnost Evharistije. Na nek način je skrivnost Evharistije dana tudi tistim, ki jo morda še ne poznajo, ampak se na skrivnost način hranijo. Jaz mislim, da se morda Gospod, ne morda, prav gotovo približuje vsem svojim otrokom tega sveta in jim na običajen način nas hrani preko
kruha in vina, tiste, ki pa ne poznajo teh skrivnosti ali jih še ne poznajo, pa hrani na druge skrivnostne načine. In zato vidimo včasih tudi pri ljudeh, ki morda niso kristjani, neverjetno ponižno služenje ljudem. Morda včasih lahko rečemo, da so nam za zgled. Marsikdo. Ja, torej povezava med Evharistijo in služenjem je močna. Podajanje v ospredje služenja pri evangelistu Janezu nam govori, da tudi Evharistija je služenje in je darovanje. Prejle ste rekli, ja, gledamo lahko z materialnimi očmi oziroma telesnimi ali z duhovnim pogledom. Veliko se ljudje ukvarjamo s to skrivnostjo, kako je mogoče, da použivamo Jezusovo telo, kako bi vstopila v ta pravzaprav težko dojemljiv pojem oziroma to skrivnost. Na nek način nam pomaga, gledajte, vzemimo materinstvo. Kaj drugega materinstvo kot to? Mama dobesedno postaja kruh, hrana svojemu otroku, dobesedno. Ivan Cankar je to napisal v eni svoji črtici, ki je dal naslov Sveto obhajilo. V tej črtici on opisuje, kako je njihova mama skrbela v tisti revščini za svoje otroke in na koncu zaključi: tvoje telo smo jedli in tvojo kri smo pili, zato si šla tako zgodaj od nas. In naslov črtice Sveto obhajilo. To se pravi, umetnik dobesedno vidi v tej darujoči se mami, vidi skrivnost Božjega darovanja. Mama postane sveto obhajilo. Tako Kristus za nas postane sveto obhajilo in če se hranimo s temi skrivnostmi, tudi mi postajamo sveto obhajilo drugim. Evharistija, če vanjo res verujemo in iz njene skrivnosti živimo, nam omogoča, da tudi mi postajamo kruh in Evharistija drugim ljudem. Kar pomeni, da je Evharistija nekako tudi vodilo k skupnosti. Jo uživamo in delimo potem naprej, tudi služimo v občestvu. Tako je, to je bistveni poudarek cerkve. Bistveni poudarek, to Jezus ustanavlja cerkev kot skupnost. Ne kot posameznike, ki plezamo proti nebesom, ampak kot občestvo, skupnost, kjer drug za drugega skrbimo, se spoštujemo, drug drugemu pomagamo. V občestvu morda eden malo omaguje, drugi pa mu pomaga ta čas, potem boš ti omagoval, pa ti bo drugi pomagal. To je zakonitost družine. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Tudi pred Kristusom je ta skupnost imela to hrano. Kje? Stara zaveza, potovanje Božjega ljudstva po puščavi 40 let je prispodoba našega potovanja v obljubljeno deželo nebesa. Torej, izraelsko ljudstvo je imelo hrano, mana, in Bog pravi, da bo ta hrana vsak dan, naj jo sproti nabirajo, ne za naprej daleč, ampak vsak dan sproti, samo za sobota jo bodo že v petek nabrali. Ja, tako da je to tisti Gospodov dan, da rečemo danes. Tako. In torej tisti, ki so verovali temu Božjemu naročilu, so šli naprej. Je bilo sicer včasih zelo težko, poznamo te težave potovanja, ampak so zdržali. Ne? In živeli iz mane. Tako. Jezus se nanaša na to, ko pravi nekje, ni vam dal kruha iz nebes Mojzes, ampak Božji sin vam daje kruh iz nebes. Torej, Bog vam daje kruh iz nebes. To je kruh, ki prinaša večno življenje. Ne? Torej, mi smo tisti, ki zdaj potujemo skozi mnoge težave kot izraelsko ljudstvo in za to potovanje potrebujemo Božjo hrano. Poudarek pri tem pa je, da kdor uživa ta kruh, ima večno življenje. Kaj to pomeni? Večno življenje pomeni, smrt ti ne more do živega.
Večno življenje ni seštevek ur. Večno življenje je bitna stvarnost, ki je že v tebi. Ti v bistvu si nesmrten. Ti imaš v sebi večno življenje, ker imaš v sebi Božje življenje. Tukaj morda se lahko nanašam na Jezusovo priliko o trti in mladikah. Mi, kristjani, velikokrat mislimo, da biti kristjan pomeni biti malo bolj moralno višji, bolj priden po domače. Ampak mislim, da je to napačni pogled. Biti kristjan pomeni biti vcepljen v Kristusa. Jaz ne bom stal od mrtvih zato, ker sem bolj priden, ampak zato, ker je v meni isto Božje življenje, ki je v Jezusu Kristusu. Torej, to nesmrtnost, Kristusova nesmrtnost, on v meni, mi omogoča, da je živim naprej. To je zelo pomemben, se mi zdi, obrat v razmišljanju, ker nekako včasih, če uporabim to besedo, nam je vseeno tudi ucepljeno ravno to, kar ste rekli, biti priden, nekako tudi na zunaj, se kazati v lepi luči, ne, in potem si na pravi poti. Mislim, da je to res, ne. Prav gotovo, ne. To Božje življenje v nas rodi tudi pridnost, ne, sadove Svetega Duha. To so posledice. Tako, to so posledice. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, zdržnost, kar našteva apostol Pavel. Ampak to pride resnično šele kot posledica naše vcepljenosti v Kristusa. Kako se, gospod Anton Gnidovec, vcepiti v Kristusa? Ja, mi smo vcepljeni svetim krstom. Takrat se ta skrivnost začne že dogajati in starši poskrbijo pri otrocih, da ta pretok lepo, normalno poteka, te Božje milosti. Mi vidimo, kako otroci so odprti za Boga, ne. Če starši to malo negujejo in podpirajo to, otrokom so Božje stvari normalne, angel Božji, nebeščani in tako naprej. Molitev, to jim je zelo blizu. Ko pa pridemo v odraslejšo dobo, moramo pa sami za to poskrbeti. Čutimo, da Božje življenje rase v nas ob molitvi, zakrmentih in poštenem življenju. Kaj pa, če tega ne čutimo? Kot rečemo, pride ta temna noč, ki teh občutkov ne daje. Tako. Glejte, jaz sem prepričan, da v vseh okoliščinah, čeprav doživljamo dneve teme, Gospod da znamenje. Včasih nam utrjuje vero, nam dopusti neko temo, ampak nikoli tako, da bi nas to zlomilo. Tako da lahko mirno zaupamo. Pridejo pa recimo tudi preizkušnje, kot gledamo Petra na jezeru, kjer se začne potapljati, ne. On se potaplja, ko gleda nevarnosti okrog sebe valove. Dokler strmi v Kristusa, hodi po vodi. In Jezus ga opomni: malovernež, zakaj si dvomil? Mislim, da je to sporočilo za nas. Mi smo zbegani in polni strahu, dokler gledamo nevarnosti okrog sebe. Ko pa upremo pogled v Kristusa, se tudi notranje umirimo. Tako je pa seveda, Gospod nas vzgaja, ne? Vzgaja nas. Poslušate podcast Radia Ognišče. Župnik v Vinici Anton Gnidovec je gost današnjega prazničnega jutra na Veliki četrtek. Ja, 3 glavni poudarki današnjega dne so torej postavitev duhovniške službe, postavitev Evharistije in zapoved ljubezni, služenja. Zdajle sva se zadržala predvsem pri sveti Evharistiji, še nekaj misli nameniva krizmeni maši, ki se bo
kmalu začela po škofijah, ponavadi ob 9. dopoldne je na Veliki četrtek. Kako je ta obred povezan s postavitvijo duhovniške službe? Torej, občutek je izjemen. Škof predstavlja Kristusa. Ko nas zbere duhovnike, pri tej maši on predstavlja Kristusa in posvetitev teh olj je za nas prav poseben dogodek, ker ta olja mi odnesemo potem na župnije in jih uporabljamo pri sakramentih. Ne. In recimo to se pozna, ti sakramenti niso samo simboli. Ne. Recimo, ko obiščeš bolnika in ga maziliš z bolniškim oljem, ne. Vidiš spremembo, včasih rečejo sestre, negovalke po bolnišnicah ali pa po domovih: gospod župnik, ko ste bil vi pri nas, en teden so ljudje drugačni. Ne? Zdaj, ker je veliko ljudi že močno opešanih v teh ustanovah, kar jih večino mazilimo v domovih za praznike, za te velike praznike. In vidiš, kako ta skrivnost deluje. Jaz sam, ko pridem v sobo, pa če je več oseb noter, najprej začnem Sveti angel moliti. In potem vidim, običajno tudi tisti, ki so dementni, oni začnejo Sveti angel z mano in potem vse te ljudi mazilim. Potem sveta krizma, to je kot najdragocenejše olje in jo uporabljamo pri svetem krstu in pri sveti birmi, ne? Kot dragocen Kristusov von. Mene vedno spomni na apostola Pavla, ki pravi, da moramo oddajati prijeten Kristusov von. Ko pokrižamo otroka s sveto krizmo in zadiši, posebne dišave so v tem olju, pa rečem vedno: poglej, Gospod, stori, da bo ta otrok, po tem otroku prihajala tvoja ljubezen na svet. Enako pri birmancih. Glejte, to so te mali, drobni dogodki, ampak velike skrivnosti. Na nek način simbolika, ki pa ni zgolj simbol, ampak je veliko več. Absolutno, to ne gre samo za simbole. To so stvarnosti, to so svete resničnosti. Še beseda o zapovedi ljubezni, največja zapoved, in potem služenje. Kako lahko razumemo to povezavo in to zapoved, ki jo je dal pravzaprav Jezus apostolom ob zadnji večerji? Ravno to, kar sem na začetku omenil, ne. Apostol Janez, ko govori o Evharistiji, govori pravzaprav o služenju. In hoče reči, če hočete biti Kristusove priče, potem morate posnemati Kristusa v njegovem ponižnem služenju. Ko se Jezus skloni k tem apostolom in jim umiva noge, umivanje nog ni neka prijetna stvar, ne. Hoče po mojem reči: glejte, vi, če hočete živeti kot kristjani, v svoji okolici imate ljudi, ki so vam včasih težki, neprijetni, rajši bi šli po svoje, ne. Ampak, če hočete biti kristjani, potem služite tem ljudem. V tej konkretni družini, s temi ljudmi, ki so včasih težki. Nadležni, ne? Nadležni. Tem ljudem služi, ne. Ne išči si neke idealne skupnosti, kjer boš živel svoje krščanstvo, ker je ni. Ti konkretno živi v skupnosti, kjer si, in ponižno spoštuj in pomagaj tem ljudem, s temi nadležnimi lastnostmi, in hkrati vedi, da si ti tudi njim marsikdaj težak, da tudi ti nisi idealen in da tudi oni morajo s tabo potrpeti. To, po mojem, je hotel Jezus povedati. Ja, verjetno je tako tudi v vsaki župniji, kjer je seveda občestvo, verniki, župnik in odnosi, je treba tudi potrpeti včasih, ne? Prav gotovo, lejte, posebno v velikem tednu zanimivo, to izkušnjo imamo duhovniki, se včasih pogovarjamo, kot bi hudobec nalašč nastavil neke spotike, ne. Pridejo kakšna nesoglasja,
tam, kjer najmanj pričakuješ. Zato, da bi pokvaril naše veselje in radost evangelija. Mislim, da je v vsaki družini to dobro znano, ne? Ko se pripravljamo na praznovanje in obrede, ko naj bi bilo vse lepo in idealno, pa se poruši. Tako je. Ampak mi moramo iti preko tega, mi moramo videti bistvo. In to bistvo je čudovito. Da bi mu sledili tako pri vas, v vaši župniji, v Vinici, vsem vašim faranom želimo vse najlepše in lepo praznovanje, tudi tale uvod v veliko noč, naj teče lepo in čez vse ovire, ki se bodo pojavile, upam, da jih bo čim manj. In hvala lepa, ker ste se oglasili pri nas, vse dobro vam želimo. Hvala tudi vam in poslušalcem. Svetovalnica.